Na HLF sem se prijavil februarja letos, ker se mi zdi, da je res odlična priložnost tako za spoznavanje starejših računalničarjev in matematikov in tudi mlajših drugih mladih raziskovalcev iz drugih držav. Kar se tiče nekako teh starejših, je bilo tako res odlična priložnost za spoznavanje za cel kup nasvetov in tudi nekako cel kup teh zanimivih zgodovinskih zgodb iz že nekako zelo dolgo nazaj. Poleg tega je bilo tudi tako zelo zanimivo predavanje o trenutnih zadevah, ki so nekako povezane s tem, na čemer delam tudi jaz. Tako da je res preseglo vsa ta pričakovanja v tem pogledu. Najbolj zanimiv je bil pogovor z Avijem Vidgersonom, on je nekako raziskovalec iz teoretičnega računalništva, je tudi prejemnik te Abele nagrade za matematiko sicer. Veliko je tako nekako tudi govoril o tem, kako pristopa k predstavljanju svojega dela, kako se nekako pravzaprav pogovarja z drugimi. Zanimivo mi je bilo tudi to, kako nekako proba kontekstualizirati svoje rezultate. Torej ja, v tem hipu delam na kar precej stvareh, bomo videli, kako gre vse to naprej. Ena izmed stvari so nekako reči v povezavi s kvantnim računalništvom, predvsem te nekako eksperimenti, ki so povezani z Bellovo neenakostjo. Druga stvar je v tem, kako ustavljati teka nekako stranska vrata v nevronske mreže. Tudi tukaj je bil en zelo zanimiva predstavitev o tem, ki jo je imel tale Adi Shamir, ki je bila tako res veliko ljudi je bilo zelo tako presunjenih nad njo. In mogoče tretja stvar, o kateri sem imel pa tudi plakat, je pa nekako, so te kako uporabljati določene rezultate iz teoretičnega računalništva, da bolje razumeti, kaj je nekako potencial teh različnih modelov in tehnik za strojno učenje. Namen celotnega področja je v resnici, da se nekako probamo premakniti bolje k splošni inteligenci. To res nekako pomeni nekaj čisto drugega vsakemu. Kakor si jaz to predstavljam, je, da bomo nekega dne imeli mogoče ne računalnike, ki lahko opravljajo različne naloge, ampak so nekako, ne vem, bolj podobni nam, imajo mogoče svoje cilje in svoje ideje.